Kriptodavka v letu 2026 še ne bo vprašanje, če bo sploh v letu 2027. Zdaj pa poglejmo, kaj se dogaja s ceno največjega kriptosredstva. To je Bitcoin. V zadnjem mesecu in pol, kot vidite, je padel za skoraj 23%, kar pomeni, da je spet pod tisto magično mejo $100,000. Trenutno se vrti okoli $90,000. Nekateri pravijo, da bo do konca leta padel na $50,000, drugi so bolj optimistični, pravijo, da bo zrastel na $200,000. Načeloma Bitcoin raste, ko je v obtoku veliko denarja, in to smo videli v času covida, ko je ameriška centralna banka natisnila ogromno dolarjev. Takrat je Bitcoin prvič dosegel vrednost $70,000. No, potem, ko je obrestne mere začela centralna banka zviševati, Bitcoin je miroval in poglejte, 70,000 ni dosegel do leta 2024, torej 3 leta. No, če pogledamo, če bi Bitcoin slučajno kupili na vrhu v času covida, ko je bil 70,000, bi do danes ustvarili le 45%. No, toliko približno je bil donos, letošnji donos zlata. Kaj pa še lahko povemo zanimivega o Bitcoinu? To, da ga bo v obtoku 21 milijonov, približno tretjina Bitcoina je zavedno izgubljenega. Torej v obtoku bo dejansko okoli 16 milijonov Bitcoinov, v naslednjih 100 letih bomo prirudarili le okoli 200,000 Bitcoinov. Kar pa je res zanimivo, je to, da niti ni tako decentraliziran. Torej, 4 denarnice hranijo od 100,000 do 1 milijona Bitcoinov, 82 denarnic hrani od 10,000 do 100,000 Bitcoinov in od 1000 do 2000 denarnic ima od 1000 do nekje 10,000 Bitcoinov. Milijoni ljudi imajo torej manj kot 1 Bitcoin in ravno to lahko povzroči veliko manipulacijo na trgu in nihajnost cene Bitcoina.